zapuščeni otroci ponarejene pandemije, bi zdaj z vami želel podeliti teh 22 let mojih opažanj, izkušenj. Mogoče bo na trenutke srhljivo, kar sem za vas pripravil, nekako na, a veste kaj, božičen večer je, in se mi je zdelo smiselno, da gremo od globalistov pogledati, kako je sploh prišlo do božične jelke. Božič nad zemljo pomaha s čarobno paličico in poglej, vse je mehkejše in vse je lepše. In leta 1931 so naredili delavci tam po navodilih pred Rockefellerjevo še nedokončano zgradbo eno tako jelko, na katero so dali razna jedila, konzerve, skratka piškote, v času velike krize kot novo upanje. To me spominja na moje 15-letno delo, ki sem ga izvedel v Cankarjevem domu, kjer je bila polna dvorana, okoli 500 ljudi iz cele Evrope. Meni so dali priznanje, diplomo in so mi rekli hvala lepa, na moj račun, na račun mojega znanja in vsega tega so pa seveda pokasirali drugi. In to se nenehno dogaja. Od prvega božičnega drevesa leta 1931 se je marsikaj spremenilo, vendar se vsebina drevesa ni spremenila. Kot sem rekel, gradbeni delavci so kupili in okrasili 10-metrsko drevo nad gradbišču Rockefellerjevega centra na božični večer leta 1931, ko se je končala velika depresija. Kot pravi Trills so dodali le nekaj okraskov, brusnice, papirnate girlande in pločevinke ter tako upali na boljše čase po veliki krizi. No, potem leta 1933 so zaznamovali s prvo uradno slovesnostjo prižiganja lučk na drevesu, ki jo je organiziral publicist za Rockefeller Center, poroča Times Magazine. Leta, ki so sledila, pa so prinesla nekoliko večja in veliko svetlejša božična drevesa, ki so se razširila po vsem svetu. Rockefellerjev center je imel veliko vlogo pri televizijskem razcvetu v 50 letih prejšnjega stoletja, kar je pomenilo širitev in reklamiranje še bolj bujnih in razsvetljenih božičnih dreves, ki jih je na vrhu krasila osvetljena zvezda. Drevo se je prvič pojavilo na televiziji v oddaji The Howdy Doody Show. Okraski pa so bili od brusnic in pokovke do rdečih ogrlic, belih plastičnih globusov, ledenih luči in živahnih belih angelov trobentačev. Zato, da boste vedeli, od kje pridejo novoletne krogle na božično drevo, boste zdajle pač ugotovili, da so to bili najprej majhni globusi zemlje. Torej, zemlja je krogla in tako naprej. Po poročanju iz spletne strani Rockefellerjevega centra so v 50 letih prejšnjega stoletja delavci začeli za pomoč pri okraševanju dreves uporabljati odre. Zamislite si, preden se je desetletje končalo, je postopek okrasitve drevesa zahteval 20 mož in obdobje krašenja božične jelke celih 9 dni je izvajalo 20 ljudi. No, do leta 80 je božično drevo pred Rockefellerjevim centrom doseglo še en mejnik, torej največ uporabljenih lučk na drevesu. Leta 1986 so se ponašali s takrat rekordnimi 20.000 lučmi na novoletni jelki. In včeraj sem bral, kam za božične praznike v naših časopisih, ne boste verjeli. V tistem kraju čudovite lučke, 1,5 milijona lučk. Ljubljana, ne vem koliko milijonov lučk. Pridite gledati lučke, kupujte. Božič je izgubil ves pomen, smisel. Gremo gledati lučke, sam da sveti brli utripa. Nam na ta način pijejo duše. Dragi moji, in če pogledamo, cin, zvončki pojejo, lep je ta božični čas, ki prinaša zimo v vas. Tale vas lahko razumemo na dva načina. V vas kot kraj ali pa ki prinaša zimo v vas, da vam duše zmrzne. Kako vam duše zmrzne? Poglejte, duša vam zmrzne tako, da imate tukaj obkroženo vse vidno oko v tem trikotniku in
Jelka ni nič drugega kot posnetek te piramide. Ali ste kdaj na to pomislili? Da je zvezda, ki jo date na vrh jelke, pravzaprav vsevidno oko, in to vsevidno oko so vam prinesli domov, sami ga naredite. Kako krasno, kako čudovito. In še lučke date gor. Nikoli ne skrbite zaradi velikosti vaše božične smreke v očeh otrok, je vsaka visoka 10 metrov. Evo, pa so vas dobili na otroke, na prijetno vzdušje, na vse čudovito. In glejte, kot sem rekel, 22 let nazaj sem bil v Koloseju, ker je bil pač en zelo prelomen film, se je takrat dogajal, in to je bilo takrat Matrica. Zagotovo poznate ta film. In glejte, rojstvo Matrice. Ste imeli kdaj sanje, za katere ste bili prepričani, da so povsem resnične? Jaz sem jih imel. Kaj, če se ne more zbuditi, kako bi ločil razliko med sanjami in razliko med resničnostjo? Ko lepa neznanka odpelje računalniškega hekerja Neota v grozljivo podzemlje, Neo odkrije šokantno resnico, življenje, ki ga pozna, je do ponatankosti dodelana prevara zlobne kibernetske inteligence. Neo se pridruži legendarnemu nevarnemu uporniškemu bojevniku Morfeusu v boju za uničenje iluzije, ki zasužnjuje človeštvo. Zdaj vsak gib, vsaka sekunda, vsaka misel postane boj za preživetje, za pobeg iz te matrice. Se vam zdi ta scenarij kaj poznan? Se vam zdi kaj blizu to, kar se nam dogaja recimo zdajle, če naredimo vzporednico? Se zdi samo meni ali tudi sami čutite, da je vsaka sekunda, vsaka misel pomembna danes za boj in za preživetje? In če pogledate, jaz sem obrnil rojstvo Matrice, se vidi, zakaj je bilo leta 1999 narejen, a ne? Evo, poglejte, kako lepo nas, vse obratno. Se pravi, zadeve delajo pravzaprav vse v obratno smer. Obljubijo zdravje in varnost, potem pa širijo pokopališča. Ok, zdajle bi jaz vam zavrtel eno kratko revizijo tega filma. I didn't say it would be easy, Neo. I just said it would be the truth. The genius of The Matrix is it proved that movies can make us care about dry, philosophical ideas. In the Wachowskis' 1999 film about a programmer who realizes he's living in a computer simulation, the deepest intrigue doesn't lie in what happens, but in why it happens and what it means. All I'm offering is the truth, nothing more. At the heart of this story are questions like, what's real? Do we actually want the truth? And can human beings be free? Such abstract inquiries become tangible, personal, urgent. As Neo progresses from nihilism to enlightenment and becomes the One, the only person with the potential to free human beings from their machine overlords. This tightly structured hero's journey is the philosopher's journey. There is no spoon. Packaged as a gripping, action-packed Hollywood flick. 20 years later, here's our take on the deep meaning of The Matrix and why it's a guide to freeing your mind, which can help us uncode the modern matrix of our times. Free your mind. Ta revizija je bila narejena pred 2 leti in je zdaj od tega filma v resnici ne 20 let, ampak 22 let. Kakor ste lahko tukaj videli, so ga imenovali The One, so ga zamenjali z rešiteljem človeštva. Vzeli so nam Kristusa, vzeli so nam ljubezen, vzeli so nam človeštvo in so nam ponudili fikcijo. Fiktivnega junaka, ki nas bo rešil te matrice. Trik je narejen tako prefinjeno, da te fiktivni junak reši te računalniške simulacije in te dobesedno ne reši, ampak te zasužni. In ker je to 22 let, sem šel pogledat. Jaz sem se dolga leta ukvarjal tudi z numeričnimi vrednosti, z numeriko, z značajem ljudi in tako naprej.
dosti profesionalno, veliko znanja imam o tem in sem pogledal, obnovil znanje o številki 22. Glejte, 22 let potem, in zakaj ravno leta 2021, spreminja sanje v realnost. Torej, to je zlato število. Ko vse v naravi in povsod okoli nas imajo tudi vsa števila lahko svoja pozitivna in negativna sporočila. Pozitivno in negativno izraženo zgolj za lažje razumevanje, saj vsi vemo, da dobro in slabo ne obstaja. Zgolj in samo v našem umu obstaja dobro in slabo. V resnici so stvari zgolj različne. Kako vemo, katero sporočilo je za nas? Najboljše po občutku, po vesti, po tistem, kar uravnava naše bitje. Torej, po eni strani je število 22 najmočnejše od vseh števil. Je številka, ki predstavlja zlato barvo, zlato dobo. Je število, ki spreminja sanje v realnost. V samozavestno, pragmatično, ambiciozno in disciplinirano realnost. Število 22 je mojstrsko število, ki teži k ravnovesju, natančnosti in lahko doseže tudi nepredstavljivo. Velja za eno izmed najboljših števil z omejeno in disciplinirano, z velikimi načrti in z velikimi idejami. Med drugim pa je število 22 tudi idealistično, vodilno in izraža veliko mero samozaupanja. Število 22 opozarja na umetno proizvedene pritiske. Glejte, in pandemija je dejansko umetno proizveden pritisk. Namreč število 22 je neposredno povezano z dvakratnikom števila 11. Ne? Ima veliko mero odgovornosti, ker lahko prinaša ali velike uspehe ali pa pogubne neuspehe. In za zaključek, končno sporočilo je, da lahko osvojimo vse, za kar se odločimo. V tem času, mi smo zdaj v tej zlati dobi. Torej, ostanite močni v osebnih prepričanjih in ravnajte v skladu s svojimi prepričanji. Kot že rečeno, število 22 spreminja največje ambicije v realnost. In elita se tega drži, poznajo stara znanja, zato nam reče, kaj astrologija, kaj numerologija. Astronomija je tisto. Enkrat sem že rekel, astronomija je znanost o imenih planetov, astrologija pa o ustroju in delovanju. In to nam v bistvu jemljejo te stara znanja, stara spoznanja. In jih uporabljajo zase proti nam. Tako, o končnem sporočilu, ki ga imam, se pravi, je število 22 tisto, ki opozarja, da je potrebno na situacijo gledati s širšo sliko in dodelati podrobnosti. Spodbuja nas k optimističnemu pristopu in pozitivnemu odnosu. Le je treba odpreti in slediti intuiciji in svoji vesti. Tako kot je v filmu rekel, odpri svoj ampak tam je mišljen malo drugače. No, in gledajte, revizija filma po 10 letih je še vedno burila duhove. To se pravi, da je leta 2010 The Guardian v svojem časopisu, oziroma je Stuart Heritage v spletnem časopisu The Guardian zapisal sledeče. Govorim o filmu Matrici, ki ga je on napisal pač glede revizije tako. Matrica je akcija. V Matrici so spopadi, v Matrici so vrhunski in posebni računalniški učinki, vključeni so morilski roboti, zlobne avtoritete, danes vsem nam poznane prevladujoče psevdoteorija zarote in najbolj čudovito od vsega neizgovorjen družbeni izobčenec, ki na koncu postane leteči rešitelj ali, kot smo že ugotovili, kung fu Jezus, ki bo rešil vse. Kaj manjka? Dekleta v oprijetih PVC oblekih? Ne, Matrix ima tudi to. Tako da izberejo čim več ključnih sestavin iz akcijskih filmov. V tistem času, ko se je ta film vrtel, je bil pogled na Arnolda Schwarzeneggerja, ki se brezglavo prebija skozi armade neučinkovitih tepežev, videti kot dolgočasno utrujen film. Matrica, torej, leta 1999 označuje, dragi moji, točko,
kjer so oboževalci zahtevali več, želeli so se videti na platnu. In zato je bila izbira Neo ta mojstrska poteza elite, filmskih ustvarjalcev. Ne samo, da je lep, tudi predstavlja vojsko enega človeka in postane popolni anagram za D1. Wow! A ne? Wow, izbrani smo novega Jezusa. In zanimivo je, ko pogledamo druge filme v tem obdobju, v večini primerov, to se pravi v tem obdobju, ki so nastali vse do danes, filmski kritiki pravijo, da so znanstveno-fantastični filmi bolj na strani fikcije kot resničnosti. O tem bi se jaz lahko pogovarjal. Včasih je film, kot je na primer Vojna zvezd, domišljijski film, preoblečen v znanstveno-fantastični spektakel, ali pa bo film tako daleč od pristne znanosti, da je čista domišljija. Ampak glejte, katerikoli film pogledate, na ta občasno ti film vključuje žanrske trope z elementi resnične fizike, resnične biologije, resnične kvantne mehanike. Seveda dodajo nekaj umetniškega zraven, to je vedno potrebno pri filmu, saj bi stroga znanstvena natančnost in strokovno pregledana raziskava nedvomno omogočila zelo dolgočasen film. Čeprav ti filmi morda niso 100% znanstveno točni, so del ali večina njihove znanosti točne. In celo, veste, v mnogih primerih so strokovnjaki pretehtali ali pa direktno svetovali tistim na snemanju nekaj najboljših in najbolj ustvarjalnih znanstveno-fantastičnih filmov, ki so jih kdaj posneli. Alien. Skratka, ko povežeš vse te filme skupaj, pa dobiš matrico, dobiš pa celoto. Ker vsak film pokaže samo neko smer, pokaže en del te celote. In ko pogledate, kaj se nam je v zadnjih 3 let dogajalo, se nam dogaja in še vedno se dogaja na tolikih frontah, da pravzaprav ne moremo vseh niti ločiti med seboj in kdaj se bo katera izmed faz odvijala. Napovedno programiranje je poseben proces, dragi moji. Ti filmi so obveščanje prebivalstva o dogodkih, ki se bodo kmalu zgodili. To lahko jemljete kot dokumentarni film, samo da je narejen pod pretvezo fikcije. V preteklih letih je bilo posnetih več filmov na televizijskih serij o svetovni pandemiji, kot smo rekli, tudi koronavirusa. Recimo film Mrtva kuga prikazuje globalno pandemijo s koronavirusom kot zdravilo, omenja celo hidroksiklorokin. Drugi film z naslovom Okužba prikazuje, kako se koronavirus širi po vsem svetu in se ga zatre s socialnim distanciranjem, obraznimi maskami, zaprtjem, umivanjem rok in vsem nam poznanim ukrepom, ki smo jih sami osebno doživeli v zadnjih letih. Dobesedno vse, kar vidimo zdaj v realnem življenju, je v teh filmih podrobno predvideno, prikazano in se pravi, obvešča prebivalstvo, kaj se bo zgodilo. Tako da, jaz bi vam tukaj povedal eno zgodbo iz Matrice. Ko agent Smith ujame Morfeusa, morata Neo in Trinity voditi drzno reševalno misijo, med katero naš junak odkrije svoje prerokovane sposobnosti kot D1. On je tisti, ki je izbran. Spravi, Neo je tisti, ki od sedaj lahko manipulira z resničnostjo znotraj matrice, kar mu omogoča, da se izmika nabojem od pištole in poljubno preskakuje velike razdalje. Skratka, obložen s črnim usnjem, sončnimi očali, mitraljezi, se finale odvija skoraj v nenehnem, počasnem posnetku, kar vodi naš občutek, vsaj mojega je tako vodilo, da se pred nami razprostira ena veličina in kmalu dobro premaga zlo. Vsaj Neo je premagal agenta Smitha, ki je najpomembnejša robotska grožnja. In uporniki končno prevladujejo in prevladajo vse do zadnjega prizora, ko Neo kliče na pomoč tudi druge v matrici. V matrici Reload in o drugih matricah ne bi govoril, ker so v bistvu zavajanje,
zato ker so ljudje pogruntali, kaj prva matrica pravzaprav je. Je bila napoved tega današnjega časa, kar se dogaja. No, da so filmi znanstvene fantastike dejansko dokumentarni film, pa nisem mnenja samo jaz. Matrix is not science fiction. It's a documentary. Every human, and it's a fact, every human first 7 years is download hypnosis. The brain of a child under 7 is in a lower vibrational frequency. When you put wires on a person's head, you read electroencephalograph, reading brain activity. A child below 7 has a lower vibration than consciousness. It's called theta. Theta is imagination. Oh, that's how kids play a tea party with mud pies, but to them it's a real thing. A kid rides a broom, it's a horse. That's theta, imagination. Theta is also hypnosis. And the idea is this: before you can become conscious, if you don't have any programs, what are you going to be conscious of? Se pravi, mi smo vsi na nek način hipnotizirani, starejši mogoče malo manj ali pa niti nezavedno. Mlajše generacije pa so tako hipnotizirane, da nikogar ne moreš niti več prepričati v drugačen svet, v drugačno življenje. Tukaj naj vas opozorim na agenta Smitha, ki je varuh matrice. A se spomnite, kdo so bili varuhi COVID-19? Na vhodu varovalne službe, policija, vsi večji trgovci, lastniki veleblagovnic, zdravniki, medicinske sestre, učitelji, a naj naprej naštevam, tudi nekateri starši in vsi tisti, ki pač slepo verjamejo, kar televizija reče. No, in če v lokalni skupnosti to reče izvoljeni župan ali pomočnik župana, ali v državi to reče državnik, potem se zgodijo stvari pa povsem drugače. In tukaj imamo primer agenta Smitha. To so ti agenti, kjer naš župan Zoran Janković pravi, normalno življenje v Ljubljani ovirajo tisti, ki se še niso cepili. Tisti sem nadomestil z besedo zdravi. On deluje s farmacijo in želi pač tako provizijo, da je vključeno to. Zdaj, ali dela to nezavedno, ali dela to zavedno, to bo sam pred Bogom za te stvari odgovarjal, za vse meščane, za vse starejše, za vse otroke, za vse vrtce v vsej Ljubljani in okolici, za vse trgovske centre, kjer so se prodajalke dušile cele dneve pod maskami, za vse občinske sodelavce, za vse policijske postaje, za vso državno upravo, ki jo je pač deluje v lokalni, na tam, kjer je pač on odgovoren. Se pravi, za župane smo ljudje rak, bolezen, virus in oni so zdravilo. Evo, v Sloveniji imamo, dragi moji, 212 županov, 212 podžupanov in toliko več teh agentov Smith, ki se množijo kot po tekočem traku. In da vam pokažem še nekaj. Torej, v Sloveniji smo rekli, so ti župani, poglejte, kako so postrojeni pred vlado Republike Slovenije, kjer dobivajo navodila, kaj morajo v lokalnih skupnostih početi. In kdo živi v lokalni skupnosti? V lokalni skupnosti živiš ti, v lokalni skupnosti živim jaz, živi tvoj otrok, živi moj otrok, skratka, v lokalni skupnosti živimo prebivalci, ki se moramo ravnati po odlokih. Odloke je izdajala vlada, jih postala županom in župani so poskrbeli, da se je to v vsaki občini dosledno izvajalo, pač temu primerno glede na velikost in lokacijo občine. Rad bi povedal nekaj na tem mestu. Predsednik vlade Janez Janša je 20.8.20 v kongresnem centru Brdu pri Kranju organiziral posvet župani občin in z razvojnimi agencijami o projektih in naložbah, za katere bo Slovenija namenila sredstva iz evropskega svežnja za okrevanje po koronski krizi. Dragi moji, mi nismo nič več kakor human resource za vlado, od katere zaradi nas dobivajo na podlagi nas sredstva, s katerimi nas potem cepijo in biznis cveti. Tako,
Jaz bi takole rekel, human resources za uspešno finančno injekcijo, ki jo so bili deležni v vladi, in ta virus je treba obvladati, izničiti, uničiti, iztrebiti, ozdraviti. In kdo je virus? Virus smo mi, prebivalci, za to vlado. Nas je treba cepiti zdrave. Mi smo ta virus, ki ga je treba izgnati, ozdraviti, žaliti, mu prepovedovati vse. Celo kuga in hemoralgična mrzlica sta postali razlog za epidemijo kot izredno stanje zaprtja države in kršitev vseh človekovih pravic, ki si jih lahko zamislimo. A vidite, kakšno vzporednico? Župani v Sloveniji so dejansko agenti Smith iz matrice, ki morajo iz šol, vrtcev, veleprodajnih prostorov, uradov, delovnih organizacij in celo iz ceste izprati ta virus. Torej ljudi, da boste razumeli pomen, vam predvajam naslednji odlomek iz filma Matrica. Še preden pa predvajam odlomek, bi povedal, da je Janković celo vladi očital, da zaradi njenih groženj, da se ljudje ne želijo cepiti. Jaz mislim, da gre tukaj za dvojno igro, ker farmacija je ljubljanskega župana povsem kupila in iz njega naredila agenta Smitha. Za njega smo, tako kot sem rekel, vsi virus in kuga in vse je treba cepiti. In na to širiti pokopališče Žale predlagam, da si pogledamo, se pravi, ta odlomek iz tega filma. Hate this place, this zoo, this prison, this reality, whatever you want to call it. I can't stand it any longer. It's the smell, if there is such a thing. I feel saturated by it. I can taste your stink. Every time I do, I fear that I've somehow been infected by it. It's repulsive, isn't it? Te dni minevajo 3 leta od prvih primerov okužbe s takrat še skrivnostnim virusom, ki se je razširil po vsem svetu in krojil življenje ljudi na vsem planetu in precej še vedno ga. Tako nas prepričujejo, nam lezejo v glavo in tako so oprali tudi vsem Smithom oziroma županom možgane. Poglejmo si lanskoletni posnetek, v katerem župan nagovarja lokalno prebivalstvo, cepite se, ker ne mislimo širiti pokopališča. In nam lezejo v glavo s temi cepivi in če ravno kar povedano obrnemo na glavo, bi lahko rekli, ne se cepi, da bomo lahko širili pokopališče, ali povedano drugače, zdravi ljudje smo tako bolni in virusni, da bo treba širiti pokopališče. Torej, župani v Sloveniji ščitijo mafijo in ščitijo lokalno prebivalstvo tako, da spodbujajo farmacevtske, nepreverjene in neregistrirane zvarke, za katere niti ne vedo, kaj vsebujejo. Ter s tem spodbujanjem in prisilami zavestno in naklepno ukazujejo sodobno cepilno evtanazijo. Le-ta je počasni ubijalec lokalne populacije. Kot ponavadi, vse, kar reče politik, je velika debela laž. Poslušajmo in si ustvarimo neodvisno sliko iz te županske matrice. Pozivam vse, ki se še niste cepili, da to storite čim prej. Trenutno je to edina možnost, da se izognemo bistveno večjim omejitvam in da zaščitimo sebe in najbližje. Letos namreč ne bomo širili pokopališča. Takšen zapis župana se je po občini razširil zelo hitro, a kljub njegovi duhovitosti željenega učinka ni dosegel. Ja, jaz sem dal nek poziv, ki je bil namenjen temu, da ljudje še enkrat razmislijo nad argumenti strokovnjakov, ki pozivajo k cepljenju. Nažalost pa je zgleda COVID oziroma največja žrtev COVID-a zdrava pamet. Glede na argumente, ki jih imajo proti cepilci in kaj se dogaja, moram reči, da sem prav presenečen, da vsi pozivi zaležijo tako malo. Kako pa izjavo glede širjenja pokopališča razumejo občani? Ja, kdor razume, bo učinkovalo sigurno. Da bo pa, bom rekel tako, kot si pa želijo strokovnjaki, pa mislim, da bo še nekaj časa trajalo. Kljub temu, da se nekaterih zapis ni dotaknil, pa župan poudarja, kako pomembno je zaupanje v strokovnjake in izbiranje pravih informacij.
bom rekel, nekih Facebook strokovnjakom ali pa ne vem, kakšni svobodni raziskovalci, mislim, da sem slišal ta izraz, ne. Tisti pravi strokovnjaki se s tem področjem ukvarjajo desetletja in najbrž je treba zaupati njim. A nič še ni izgubljeno. Kot pravi župan, se ljudje slej ko prej zavejo, kako resna je situacija, če ne prej, ko pride do tragičnih posledic. Ker dokler veljajo njihovi zakoni, veljajo tudi obratno. V obe smeri velja zakon in posebej pa še ustava, ki je pisana prav za nas, za državljane. Za državno upravo so pa pač kazenski zakoniki in ostale in bomo to inštitucijo pa tudi izkoristili. Prav tako oziroma 280. pa 281. člen kazenskega zakonika, kjer je vsak dolžan, ki vidi kaznivo dejanje ali prevaro, državnega uslužbenca prijaviti. Če tega ne prijaviš, si ti v kazenskem postopku oziroma nezakonito sodeluješ v prestopku. To nikakor ne gre. In ta župan, ki smo ga prej gledali na video, ki želi širiti pokopališče, sem jaz potem na nek način poiskal na spletu širitev pokopališč v Sloveniji. In tukaj pred vami se vidijo rezultati. Od sprejema spornega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ni minil niti mesec in je podjetnica Alenka Žnidaršič Kranjc, lastnica zavarovalnice in 7 upokojenskih domov, prek svojega podjetja MNP začela na trgu prodajati storitev Moj pogrebni načrt. Ljudem ponuja, da vnaprej izberejo in plačajo pogreb, cena pa je 2200 do 2650 evrov. Vse pod motom jasno, skrbno, preudarno načrtujemo, urejamo in izvedemo vaš pogreb in vaših bližnjih. Podjetnica zatrjuje, da stanovalci 7 upokojenskih domov pač ne bodo njene stranke, ampak zgodilo se je torej, kar je se z nelagodnostjo pričakovalo. Začel se je, glejte, boj za trupla pokojnikov, skrit nam predvsem, skrit pred očmi. In če se vrnemo k filmu Matrica, kaj najdemo v filmu? V filmu najdemo sledečo izjavo. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease. A cancer of this planet. You are a plague. And we are the cure. A vidite, za državo, za državne uradnike, za župane, za politične stranke, ki dobijo plačano od korporacij, bank, farmacevtskih industrij, dragi moji, smo mi samo kolateralna škoda, virus, ki ga je treba iztrebiti, na katerem je treba služiti. Glejte, vse, kar smo do sedaj povedali, kaže na to, da je film Matrica zares dokumentarni film, ki nam je naprej povedal, kaj se bo dogajalo. In če smo dosledni, bi ga lahko imenovali po unem filmu, če se spomnite, Back to the Future ali Nazaj v prihodnost. In tukaj pred vami piše kuga v Sloveniji in v političnem prostoru. Poglejte, po 22 letih, kar je bilo v filmu povedano, da so ljudje kuga, virus, nepotrebni, da je treba vse to iztrebiti, ta človek tukaj, SDS, piše točno v tem članku. Medtem ko se bo članek predvajal, vam bom prebral tweet Janeza Janše pred enim letom. Na zaslonu gledate sicer sporočilo njegovega vernika, ki ga pošilja v javnost, in Janez Janša je pa takrat zapisal vzporedno: pandemija koronavirus je spremenila svet. Upamo in verjamemo, da ne za dolgo. Toda danes Evropa izgleda, pravi Janez, kot v srednjem veku, mesta v strahu pred kugo, z obzidji in mitnicami na vsakem koraku. Le interneta niso imeli. Trenutno se lahko zanesemo le nase in na to, kar sami proizvedemo, pridelamo in izberemo iz lastnih zalog. Skušamo urejati zamaške v tovornem prometu in trgovini, težave so celo s povratkom naših državljanov iz drugih evropskih prestolnic. Vendar bomo zmogli. Nenazadnje, ob razpadu SFRJ smo imeli vojno, zaprte meje, izgubo 80% trga, smo se hitro pobrali in začeli pospešeno loviti zaostanek.
z razvitim svetom. Uspeli smo, ker smo v kritičnem času imeli dovolj potrpljenja, enosti, znanja, modrosti. Tako bo tudi zdaj. Hvala vam za pogum. Prinese kugo in na koncu da tako lažno upanje, vmes zmeša pa še vse možne stvari. In če gremo naprej, kdo danes ogroža življenja in kdo je morilec babic? Glejte, v EU je minilo 1 leto od prvih lockdownov ljudi, posla držav. V EU mineva tudi ponekod celo, se pravi, 80. dan cepljenja proti koroni. Vsi politični in strokovni ukrepi za boj proti koroni so imeli plemenit cilj zaščito življenj ljudi, posebej ogroženih skupin. Pri koroni to izrazito pomeni zaščito ene skupine ljudi, starejših. Vse so nas hoteli tako zaščititi, ne? Seveda z varnimi in učinkovitimi zdravili zaščititi za večno. To so večno varna zdravila. Vsi, ki so se drznili vprašati karkoli, po celem svetu ožigosani kot morilci babic in dedkov ter križani v medijih, na družbenih omrežjih, v hramih demokracije in v znanstvenih razpravah. In tukaj imamo zanimivo krematorij na vsakem vogalu. Poglejte, o tem se ne govori na glas. Tukaj imate vzajemnost in vse je pod motom jasno, skrbno, preudarno, načrtujemo, izvedemo in tako naprej. Tukaj je cel članek, kako se te pogrebne storitve, kako se temu streže. No in na koncu naj vam povem, tako da se izdaja koledar cepljenja predšolskih in šolskih otrok v Sloveniji, vse gre v 2 nasprotji, na babice in na dedke in na koncu na otroke in čist na novorojene otroke že, in se pravi na šolske, predšolske. Hočejo imeti naše otroke kot robote s temi cepivi. Samo pogledajte schematski prikaz prisilnega cepljenja, kot temu rečejo. Vse opisane bolezni so ustvarjene, pogledajte tukaj, ki so naštete umetno. Otroci se rodijo zdravi, res zdravi. Bolezni so povzročene umetno zaradi farmacevtskega posla. Te korporacije želijo ustvariti doživljenjske odvisnike in potrošnike svojih zvarkov in drugih umetnih izdelkov. In tukaj se jasno vidi, kdo stoji za tem. Rezultat tega so pa, pogledajte, bolezni in to vzrok tega je prisilno cepljenje otrok, ki je nedopustno. To so moderne farmacevtske jasli, kar vidite na zaslonu. Res je grozno za videti, ampak to je modern božič. Sindrom nenadnih smrti dojenčka. Gre za nepojasnjene smrti, za zdravnike in seveda je vse nepojasnjeno, čeprav se ve, kje in kaj je razlog. Običajno med spanjem na videz zdravega dojenčka, starega manj kot 1 leto. Sindrom nenadne smrti dojenčka je včasih znan kot smrt v posteljci, ker dojenčki pogosto umrejo v svojih posteljcah. Čeprav vzrok ni znan, se zdi, da je sindrom nenadne smrti dojenčka lahko povezan z okvarami v delu dojenčkovih možganov, ki nadzoruje dihanje in zburjenost iz spanja. Raziskovalci so odkrili nekatere dejavnike, ki bi lahko dodatno ogrozili dojenčke. Res so se spravili na otroke s temi injekcijami, zato starši ne, dovolj je. Določili so tudi ukrepe, ki jih lahko sprejmete za zaščito svojega otroka pred sindromom nenadne smrti. Morda je najpomembnejše, da otroka položite na hrbet, pravijo, da spi. Če pa otrok preživi, pa ne more imeti potomcev zaradi vseh teh cepiv. Vsekakor dobivamo generacijo, ki ne more imeti otrok. Gensko editirani otroci so na pohodu. Najnovejše nosečnice so že pripravljene. In sedaj sledi najhujše, rojevanje brez bolečin, otroci po naročilo, barvi oči, talentih, skratka, ni da ni. Ljudje so se pričeli igrati Boga. Kako? Pred vami je slika, ki je distopična, tovarna umetne maternice, umetne matere, kjer boste lahko kar iz menija izbrali lastnosti svojega dojenčka. Tako imenovani Ectolife je oblikoval
biotehnolog in komunikator znanosti iz Berlina, Hansem Al-Gadži. Pripravil je laboratorij, v katerem lahko vzgoji 30.000 dojenčkov na leto. Predvsem bi tovrstni tovarniški objekti omogočili neplodnim parom, da spočnejo otroka in postanejo biološki starši potomcev, poroča Mirror. Na voljo bo tudi dodaten meni in sicer dokaj srhljiv elitni paket. A vam je kaj znano? Elitni paket, ki bi vam omogočil gensko obdelavo zarodka, preden ga vsadite v umetno maternico. In to so rezultati, ki prihajajo na plano. Preden se od vas jaz danes poslovim, bi povedal še to. Umetne maternice bi z genskim inženirikom na novo odkrile evolucijo. Kaj to pomeni? Ljudje se igrajo Boga. Ta znanost, ki je znanost, je brez etike, brez morale, brez občutka za sočloveka. Uporabili bi umetno inteligenco za spremljanje fizičnih značilnosti zarodkov in otrok. Cilj elit je torej uničiti življenje na vseh področjih, normalno življenje do te mere, da bi mladi postali neplodni in naročali otroke iz umetne maternice po meniju. Podobno kot kosilo v restavraciji z različnimi okusi. Tako daleč smo prišli. Če mi ne verjamete, prav. Če mi verjamete, prav, a na koncu, prosim, presodite po tem filmu sami. Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. Ectolife allows your baby to develop in an infection-free environment. The pods are made of materials that prevent germs from sticking to their surfaces. Every growth pod features sensors that can monitor your baby's vital signs, including heartbeat, temperature, blood pressure, breathing rate, and oxygen saturation. The artificial intelligence-based system also monitors the physical features of your baby and reports any potential genetic abnormalities. The pods are equipped with a screen that displays real-time data on the developmental progress of your baby. These data are sent directly to your phone so you can track your baby's health from the comfort of your zone. The app also provides you with a high-resolution live view of your baby's development. A special section in the app allows you to watch a time-lapse of your baby's growth and share it directly with your loved ones. Because babies can recognize language and learn new words while still in the womb, Ectolife growth pods feature internal speakers that play a wide range of words and music to your baby. Through the app, you can choose the playlist that your baby listens to. You can also directly sing to your baby and make them familiar with your voice before birth. Our goal is to provide you with an intelligent offspring that truly reflects your smart choices. Ectolife improves your bonding experience with your baby. Thanks to a 360 degrees camera that's fitted inside your baby's growth pod, you can use your virtual reality headset to explore what it's like to be in your baby's place. See what they see and hear what they hear.
Using a wireless haptic suit connected to your baby's growth pod, you will be able to sense their kicks in the womb and share this experience with your friends and family members. With Ectolife, your baby will receive the best nutrients that can support their growth. Each group of pods is connected to 2 central bioreactors. The first bioreactor contains nutrients and oxygen, which are supplied to your baby through an artificial umbilical cord. This bioreactor also contains a liquid solution that serves as the amniotic fluid that surrounds babies in the mother's uterus. It's rich of vital hormones, growth factors, and antibodies that sustain your baby's growth and development. Thanks to a system controlled by artificial intelligence, each baby receives custom nutrients tailored to their needs. The second bioreactor is designed to eliminate any waste products produced by the babies. The artificial umbilical cord helps the babies to release their waste products into the second bioreactor. With the help of a delicate layer of engineered enzymes, the second bioreactor can then recycle waste products and turn them back into useful nutrients. This way, the facility ensures a steady and sustainable supply of fresh nutrients to your baby. With Ectolife, miscarriage and low sperm count are a thing of the past. Prior to placing the fertilized embryo of your baby inside the growth pod, in vitro fertilization is used to create and select the most viable and genetically superior embryo, giving your baby a chance to develop without any biological hurdles. And if you want your baby to stand out and have a brighter future, our Elite package offers you the opportunity to genetically engineer the embryo before implanting it into the artificial womb. Thanks to CRISPR-Cas9 gene editing tool, you can edit any trait of your baby through a wide range of over 300 genes. By genetically engineering a set of genes, the Elite package allows you to customize your baby's eye color, hair color, skin tone, physical strength, height, and level of intelligence. It also allows you to fix any inherited genetic diseases that are part of your family history so that your baby and their offspring will live a healthy, comfortable life, free of genetic diseases. Say goodbye to the pain of childbirth and birth-related muscle contractions. Ectolife provides you a safe, pain-free alternative that helps you deliver your baby without stress. The delivery process is smooth, convenient, and can be done with just a push of a button. After discharging the amniotic fluid from the artificial womb, you will be able to easily remove your baby from the growth pod. Everything is perfectly designed so you and your partner can enjoy the delivery process. To ensure full transparency, our post-delivery free DNA paternity test helps you confirm the genetic identity of your baby so you can return home knowing that your baby is genetically yours. You don't have to worry about power cuts or carbon footprint. Ectolife uses highly efficient, clean, renewable energy consisting of solar and wind power. The highly advanced pods operate with minimal energy needs, making it easy for your baby to make it to full term without any complications. And for those who want a more convenient solution, Ectolife is made accessible so your life can be easier. Thanks to our miniaturized bioreactors and long-lasting batteries, you can use Ectolife growth pods at the comfort of your home, allowing you to incubate your baby in your building without the need to visit our factory. By owning your special growth pod, you will have the ability to build a happy family, one baby at a time, away from any birth complications. The concept of Ectolife facility was designed by biotechnologist and science communicator Hashim Al-Ghaili. It relies on groundbreaking research work that has been conducted by scientists and engineers since 1950s.
waiting for a response from an adoption agency? Unable to find a suitable surrogate mother? Worried about pregnancy complications? Worry no more, because Ectolife got you covered. Ectolife, reinventing evolution. Dragi moji, k temu, do kam smo prišli in kam gremo, nimam popolnoma več kaj dodati. In beseda Ectolife, ki je pred vami, da boste vedeli, da zaključim nocojšnje tole popotovanje na ta božičen večer, ki je za mojo oceno zgodovinski prehod. Ecto je bil stol, na katerem je Neo prehajal iz enega sveta v drug svet, iz fizičnega v virtualen svet in obratno. Imenoval se je Ecto Chair. In po 22 letih so naredili zdaj tako imenovano simulacijo Ectolife. Kaj vse predvidevajo, vidite, ampak to so možnosti samo takrat, kadar mi to dovolimo. Zato predlagam, da naši otroci niso odgovorni za naše zdravje in ne cepljenju otrok, ne kakršnemu koli cepljenju, zato ker zdaj v vsa cepiva dajejo mRNK in pa topila. Topila vemo, da so strupena. Da polaično povem, tako kot mi je naš član prejšnji teden oziroma 14 dni nazaj bil pri meni na obisku, je rekel: Mihajl, laično ti razložim, zakaj so v cepivih topila. Vsi vemo, da so topila strupena in so zato, če veste, da so celice med seboj, da jih držijo maščobe, so topila tisti element v cepivih, ki te maščobe raztopijo. Zato se celicam pridejo do kontakta in ko pride do kontakta, se te dve celice uničita. Pride do kratkega stika. Tako nastanejo tumori, bolezni, otežuje se dihanje, nastanejo žilni zamaški in tako naprej in tako naprej. Zaradi topil v cepivih. In v vseh cepivih zdaj so topila noter, ki na dolgi in na srednji dolgi rok uničujejo naše življenja. Izogibajte se vseh cepiv.